Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes ne bomo obujali spominov, čeprav je to leto primerno tudi za obujanje spominov. Pogovarjali se bomo o tem, kje je danes Slovenija. Dober večer, gospod Milan Kučan, prvi predsednik samostojne Slovenije. Rekel sem, da ne bomo obujali spominov, ampak vendarle en vaš stavek je skoraj da ponarodel. Takrat, ko ste rekli tisti večer, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Tudi pisatelj Drago Jančar je v enem izmed intervjujev dejal, da smo sanjali o svobodi, potem pa smo se znašli sredi podivjanega kapitalizma. Gospod predsednik, kaj je ostalo od vaših sanj? Najprej dober večer vsem tistim, ki naju gledajo in poslušajo. Hvala za povabilo. Zdaj, ta stavek, čeprav vidim, da se nekateri trudijo, da bi se ga pozabilo, ima pravzaprav dva dela. Prvi, ki govori o sanjah, je pravzaprav namenjen koncu nekega dolgega zgodovinskega procesa, s katerim smo Slovenci prišli do svoje države. Drugi del, jutri je nov dan, pa pomeni, to sem hotel povedati, jutri se začne trdo delo, ker je potrebno graditi državo in ker je potrebno prevzeti odgovornost za to, kar bomo z lastno državo počeli. Torej, moja pričakovanja, da bomo državo usmerjali, upravljali v skladu z pričakovanji, zaradi katerih smo se tudi odločili, da nekdanjo skupno državo zapustimo, so seveda dolgo časa bila uresničevana. Kasneje in zdaj na koncu se je pokazalo, da v bistvu ta država se giblje po vsem drugo smer in po nekaterih svojih znakih, načinih delovanja, metodah, ki se jih uporablja, postajamo podobni državi, ki smo jo zapustili. Samo gospod predsednik, kaj je Slovenijo takrat združevalo, ker so bile razmeroma tudi stranke zelo enotne, kaj nas pa danes razdružuje? No, gledajte, takrat to potrebno se je živeti v tiste razmere. Smo par let ob koncu, kako bi rekel, ali pa ob zadnjih zdehljajih skupne države živeli v globoki krizi, ki je imela več razsežnosti, od politične, gospodarske, socialne, kulturne, mednacionalne, kakorkoli hočete. Ljudje so bili naveličani ali pa smo bili naveličani stalnega govorenja o tem in negotovosti, kam se bo razvoj gibal, od stalnih groženj z izrednimi ukrepi, z grožnjo vpeljevanja vojaške uprave in tako naprej. Tako da je ta občutek ogroženosti na eni strani, na drugi strani pa prepričanje, da lahko popolnoma drugače živimo v svoji državi in pripeljemo ta projekt zgodovinski do konca, bil tisto, kar je pravzaprav združilo ne samo politične stranke, ampak je javno mnenje, javnost je bila pripravljena stopiti ta korak in pri tem podpreti seveda tiste, ki so imeli takrat v rokah usodnost te odločitve oziroma ki so lahko bistveno vplivali na to, kako se bo ta odločitev ali pričakovanje izpeljalo. In mislim, da je tudi pritisk javnosti na obnašanje politike takratne bil zelo ključen in pravzaprav jaz bi rekel odločilnega pomena. No, sam posebnost tistega časa je vendarle bila ta, da je bila Peterletova vlada neke vrste velika koalicija. V njej so bili levi, desni, zeleni. Skratka, Peterletova vlada je bila ideološko pluralna. To se je takrat posebej izpostavljalo. In takrat so se tudi stranke znale pogovarjati o vsem, kar je v tistih trenutkih prizadevalo Slovenijo, državo, ljudi. Ali mislite, da je tisti osamosvojitveni entuziazem prekril nekatere razlike, ki so se sicer zelo kmalu začele kazati? Glejte, jaz ne bi delil mnenja, da je bila ta vlada prva, torej po demokratičnih volitvah pluralna.
Povezovalna je pa bila. Da je bila velika koalicija. Ne, to je bila Demosova vlada. In v njej so bile samo Demosove stranke in nekaj posameznikov, ki bi bilo najbrž takrat težko razvrstiti v stranke. Ne, na drugi stranki so bile pa takratne stranke opozicije ali, kot se to zdaj dostikrat govori, stranke kontinuitete, čeprav o kontinuiteti sicer ne želijo slišati. Ne. Tako da to je neka zadevščina, ki pa, bi rekel, je vendarle, ne pravite, bila neideološka, je sprejela nekaj projektov, ki so imeli izrazito ideološko ozadje in eden od ključnih, katerega posledice čutimo še zdaj, je bil zakon o denacionalizaciji, ki je vpeljal vračanje nekoč nacionaliziranega premoženja v naravi. Mi smo bili pravzaprav edina država, ki je takrat sprejela odločitev, da bo odvzeto premoženje vračala v naravi in nekateri denacionalizacijski postopki še danes niso končani, čeprav trajajo že praktično 30 let. Enotnost je bila pa seveda dosežena potem na projektu osamosvojitve, čeprav tudi to ni šlo skozi danes dostikrat idealizirano predstavo, da je ta enotnost bila kar tako dosežena. Praktično se je realizirala, uresničila, če lepše rečem, šele z sporazumom strank takratnih parlamentarnih, da je projekt osamosvojitve skupen projekt, da vse skupaj nosijo odgovornost za njegov uspeh in vse skupaj prevzemajo tudi odgovornost v primeru, da ne bi ta projekt uspel, in imel še nek zelo pomemben dostavek, ki se je uresničeval tako rekoč samo, bi rekel, nekaj mesecev, da si nobena stranka ne bo prilaščala zaslug, more biti uspešno izpeljanega projekta oziroma zaslug za to. To zaslugarstvo se je začelo, kot sem rekel, par mesecev po osamosvojitvi in traja vse do danes. Tako daleč, da so nekatera dejanja in tudi nekateri ljudje recimo izbrisani iz zgodovinskega spomina. Recimo zdaj sem spremljal tele dogajanja ob 30-letnici osamosvojitve, recimo doktorja Bučarja, ki je bil predsednik prvega demokratično izvoljenega parlamenta, ni nikjer več. Poglejte, zanimive so, vi omenjate nekatere zakonodaje, in skupni projekt, ampak nekateri zdaj ocenjujejo, da so se takrat stranke lažje poenotile, ker je šlo v Sloveniji za velike projekte, ne? Zlasti potem vstop v EU, vstop v NATO. Ali se vam ne zdi, in so zdaj govorijo, da teh projektov pa ni, ali se vam ne zdi, da je stalni projekt, kakšna bo Slovenija v prihodnosti in kakšna je blaginja ljudi? Ali ni to projekt, ki bi moral ves čas poenotiti delovanje oblasti in strank? No, glejte, ideološki projekti, če se še za korak vrnem nazaj, izbrisani, to je ravno tako ideološki projekt. Ne samo ideološki, bil tudi nehuman. Posledice so še danes. Skratka, že takrat je bilo nekaj nastavkov za to, da z nas razvoj iti v napačno smer. Res je, za slovensko zgodovino teh 30 let je nekaj zelo velikih projektov. Najprej osamosvojitev. To gotovo je eden od projektov, ki skoraj, bi rekel, nima primerjave v slovenski zgodovini. Na to je bil seveda logično navezan projekt prizadevanj za mednarodno priznavanje Slovenije, ki tudi ni bil zelo enostaven in pri katerem sta bila pomembna dva elementa. Torej, da je Slovenija svojo odločitev za samostojno državo temeljila na načelu samoopredelitve narodov in na mednarodnih aktih in na zakonodaji, ki je bila sprejeta v Jugoslaviji in v Sloveniji. In drugič, da je do tega cilja prišla po poti dialoga mirovnih pogajanj tudi takrat, ko je bila soočena z vojno. Potem je naslednji projekt bil Ustava kot družben dogovor, ki je bil sicer sprejet v parlamentu. V parlamentu je bil sprejet z dvotretjinsko večino in to je temeljni dokument, ki postavlja, če hočete, vrednotne
in vsebinske parametre za življenje slovenske države od takrat naprej. Potem je sledil logično projekt stopanja Slovenije kot samostojne suverene države v tiste mednarodne asociacije, ki so zagotavljale v največji meri uresničevanje zgodovinskih interesov in prihodnosti slovenskega naroda. To sta bila predvsem Evropska unija in NATO. Potem pa, tako kot pravite in prav ugotavljate, kakor da se je obdobje teh velikih projektov nekako izpelo in da ni bilo več mogoče angažirati javnosti, ljudi, za to, da bi dali svoj prispevek k uresničevanju teh projektov, ker na prejšnjih projektih je to bilo mogoče. Jaz seveda delim z vami mnenje, ne. Je veliko elementov, ki danes govorijo o tem, kaj je naslednji korak, kaj je naslednji veliki projekt Slovenije. Ne. To je ne samo vprašanje socialne integracije Slovencev, ne samo vprašanje umeščanja Slovenije v mednarodni prostor, ampak tu so, bi rekel, velike zahteve in velika pričakovanja okoli varovanja okolja, to, o čemer se danes pogajamo ali prerekamo v Bruslu in o čemer recimo zelo veliko govorijo civilne organizacije, civilna združenja, ki problem čutijo drugače ali pa vsaj nekoliko drugače, kot ga čuti politika. Ne? Mislite predvsem na stranke, ker dovolite vprašanje, ali se vam ne zdi, da drži, da v bistvu vsakokratna strankarska oblast ugrabi državo in da takrat je čedalje teže priti do kakršnekoli konsenza, kaj je tisto, kar je za Slovenijo in njen razvoj ključno? No, nekaj recimo od tega drži, ampak da končam prejšnjo misel. Skratka, elementi za to, da bi se oblikoval drug velik projekt, se pravi prihodnost Slovenije, ne, so tukaj, samo, kot pravite, strankarska politika jih ne poveže, jih ne zna povezati in jih noče povezati. Ker če imaš projekt, ne, te ta projekt nekako veže, nekako, kako bi rekel, utirja tvoje odločitve. Je gabarit, ki je s tem postavljen in ne moreš zelo veliko od tega odskakovati, ker to pomeni seveda, da se zavzemaš za nekaj drugega. Zdaj, ugrabitev države, to seveda je, kako bi rekel, ne, vprašanje pričakovanj in odgovornosti. Ko bi bile razmere normalne, je potem zamenjava vlad, inštrument za zamenjavo vlad so seveda volitve, ne, in v demokratični družbi je samo način in pristop, kako boš uresničeval ta veliki projekt, se pravi projekt prihodnosti Slovenije. Se pravi, ne gre samo za zamenjavo ene ali druge garniture, ampak gre za zamenjavo načina upravljanja države v določeno smer. Pri nas pa se zdaj seveda postavlja vprašanje, ali gre res samo za zamenjavo načina upravljanja ali gre za samo vsebino. In jaz mislim, da tokrat na teh volitvah se bo odločalo o vsebini in o zamenjavi načina upravljanja z državo. Ampak bi vprašal kljub vsemu, ali se vam ne zdi, da sedanja ideološka polarizacija zelo preprečuje možnost nekega soglasja v državi, tudi ko govoriva o novih volitvah, tudi ko govoriva o spremembi smeri, v kateri je sedaj država? Ja, se strinjam. Seveda, ideološke teme so tiste, ki delijo Slovence, mogoče mislim, da še nikoli tako kot sedaj. Tako je, bolj kot kadarkoli prej v teh 30 letih, pa tudi prej, namreč to so teme, ki preteklost vračajo v sedanjost. In je vprašanje, kdo ima od tega koristi in kdo in zakaj to počne. Zdaj ne bi rad o tem pojmu
sprave, ki se pri nas zelo veliko interpretira, ampak mislim, da v prihodnosti bomo Slovenci morali zbrati toliko moči, da si bomo rekli, vse to, kar se je dogajalo v preteklosti, je naša skupna preteklost, z njo se je treba pomiriti, z njo živimo in je potrebno pogled obrniti v prihodnost. Tako pa brez tega, kar naprej prihajajo v ospredje te teme in služijo tudi kot provokacija in bi se rekel tudi odvračanje pozornosti od tega, kar se zdaj dogaja in od neuspehov, ki jih relativno ima sedanja vladajoča garnitura. Tako da mislim, da dokler ne bo, in tu moje upanje polagam v mlajše generacije, ki niso neposredno doživljale tega, čemur jaz pravim preteklost, in tudi ne bodo zainteresirane, da se ta preteklost vrača v njihovo življenje, ker imajo druge probleme. Recimo, dostikrat slišim vprašanje, kdo so dediči? Kdo so dediči narodnoosvobodilnega gibanja in partizanskih aktivnosti? Kdo so dediči domobrancev? Dedičev ni. Danes so mladi ljudje, ki ne pristajajo na to, da so dediči česarkoli, oni so dediči skupne zgodovine. Ta je imela dobre, svetle in je imela tudi temne strani. No, pa komu koristijo to nenehno samo svoja interpretacija zgodovine? Kako to, da se ne moremo od tega odtegniti? Bom poskušal povedati poenostavno. Če kdo živi od belega kruha, se temu belemu kruhu ne bo odpovedal. In en del slovenske politike živi od tega, od vračanja preteklosti in ideoloških tem v sedanjost. Najbolj svež primer je recimo ukaz gardi Slovenske vojske, da polaga venec na spomenik domobrancev. Ta tema danes pravzaprav nima nobene zveze z današnjim življenjem. Je pa vrnitev neke pretekle teme v sedanje življenje, spet polarizacija, spet je postala to neka aktualna tema in spet se del politike ukvarja s preteklostjo, del javnosti se ukvarja s preteklostjo. A je to prav ali ni to prav, namesto tega, da bi se ukvarjali z vprašanji, kako bomo vrnili Slovenijo v neko bolj normalno življenje in kako preprečiti, da bi to, kar se zdaj dogaja, da to postane del naše normalnosti. No, ampak, če govoriva zdaj o temah, ki morajo biti na mizi kot glavne, je zagotovo pandemija in kritika, ki jo najbolj izpostavljajo tudi na protestih, pa tudi v javnosti, vladanje z odloki. Kako ocenjujete to situacijo sedaj, ki v bistvu kaže na nek pravno zmedo in na nespoštovanje ustave? No, če bi že govoril o svojih očitkih sedanji vladajoči strukturi, bi rekel, da je moj glavni očitek, da je pandemijo in soočanje s tem nevarnim novim pojavom, virusom, zlorabila za neke popolnoma druge ideološke, če hočete, politične interese, za neko drugo agendo, za ustvarjanje druge republike, za obračanje, kot se temu reče, družbene in politične strukture v desno. In seveda zato uporablja vsa sredstva, ki jih ima na razpolago. Na razpolago jih ima zato, ker razpolaga dejansko z močjo, faktično močjo. Vladanje z ukrepi, z odloki. Oprostite, z odloki. To se upravičuje s tem, da je situacija resna in je res resna. In da ta situacija upravičuje, da ti ne upoštevaš pravnih poti in ne upošteva zakonodaje. Skratka, ubiraš bližnjice. Bližnjice pa ravno v takih zaostrenih situacijah niso dovoljene, ker se pokaže, da so tako kot v hribih dostikrat bližnjica najdaljša pot med dvema točkama. Kadar so razmere zaostrene, takrat je toliko bolj pomembno, da se sprejema ukrepe s spoštovanjem zakonodaje in ustave. In to, kar ustavno sodišče prigovarja in tudi ukrepa v zvezi s temi odloki je, da niso sprejeti v skladu z zakoni oziroma da segajo v zakonodajno materijo. Bom omenil neki primer iz zgodovine. Nek politolog, pravnik predvojni je
analiziral vladanje v Tretjem rajhu, kjer je vlada takrat ravno tako urejala razmere z odloki, kadar je šlo za politične, ideološke in druge stvari. Gospodarstvo je funkcioniralo na podlagi ustave in zakonov, družba je funkcionirala na podlagi izrednih ukrepov. Ve se, kje se je to končalo. Jaz seveda nisem zli prerok in bi rekel, da bo Slovenija tudi lahko tako končala, ampak hočem povedati, da to nerazumevanje od strani mnogih ministrov, ki jih poslušam, zakaj je to potrebno. Mi vem, da rešujemo življenje, rešujemo državo, neko pravo nam je pa tu pravzaprav ovira, da bi mi to naredili. Se vlada je vendar učinkovita in vse to počne. Prvič, ni učinkovita, to kažejo rezultati. Gospodarstvo funkcionira, ne, deloma tudi z vladno pomočjo, ampak po moje kaže predvsem na neko, bi rekel, trdoživost, iznajdljivost in delavnost ljudi, ki vodijo danes slovenska podjetja. In ta, bi rekel, odnos do prava je tisto, kar bi v kriznih razmerah moralo biti toliko bolj eksponirano, toliko bolj spoštovano, kot je v normalnih razmerah, če veda tudi normalno življenje ne more potekati mimo zakonskih in ustavnih okvirov. Ne vem, če me razumete, ta lahkoten odnos do prava in potem očitek, da zato Slovenija oziroma vlada ni uspešna v soočanju z Covidom, ker nagajajo sodišča, ker nagaja ustavno sodišče in ker so tu neki protestniki, petkovi kolesarji, ki so tako rekoč sovražniki države in širijo do neverjetnih dimenzij okuženost prebivalstva. No, samo ko govoriva o vladavini prava, je zanimiva izjava prvega pravosodnega ministra, doktora Rajka Pirnata, ki je prav tako opozoril na problem vladavine prava. Hkrati je pa tudi razložil, zakaj ni šel na proslavo ob 30-letnici Slovenije. Rekel je, da zaradi tega ni šel, ker je bilo prizorišče ograjeno pod varstvom policije in je dejal, da smo ustanavljali državo z ljudmi. In rekel je, jaz želim praznovati z ljudmi. Ne proti ljudem, tako je rekel. Ne. In seveda je država brez vladavine prava je diktatura, je samovolja. Ne. Je največje zagotovilo, da bo država demokratična, da bo spoštovala človekove pravice, da bo spoštovala človekovo dostojanstvo, je to, da deluje na podlagi prava in pravnih norm. Kot sem rekel, ključna je pri tem ustava, ki je neke vrste družbeni dogovor in dokler ni drugega družbenega dogovora, dokler ni druge ustave, je pač edino merilo, na podlagi katerega se lahko uravnava življenje, pač ustava in tisti branik ustave je v končni konsekvenci ustavno sodišče, čeprav so ustavo dolžni spoštovati in varovati vsi državni funkcionarji, vsi tudi prisežejo na ustavo, vključno z predsednikom države, ki je po moje najvišji varuh ustavnosti v državi. No, zdaj, ko ste rekli, da če ni vladavine prava, je diktatura, bi vas rad spomnil, da ste pred časom izrekli izjemno hudo kritiko vladi, kakršne prej še niste izrekli. In najbolj zanimiva je ta ocena, da pač Slovenija ni več takšna, kakršna se je rodila pred 30 leti. Zakaj? Na eni strani ste se pojavili med protestniki, po drugi strani ste pa hkrati prvič zelo neposredno kritizirali in jasno vlado. Lejte, oboje, ta moja, kot pravite, kritika in podpora protestnikom je pravzaprav sta dve plati istega kovanca. Moja kritika je bila ostra zato, ker so tudi razmere izjemne. Nikoli doslej niso bile tako zaostrene, kot so danes, če gledamo v odnosu na ustavo, na pravo, na pričakovanja ljudi, na vrednote, na kateri se je spostavila ta slovenska država. Po drugi strani pa tisti hip, ko so protestniki, mislim na te, če poenostavim, petkove kolesarje, ki se pojavljajo na Trgu Republike v Ljubljani, zdaj že mislim nekaj več kot 80 petkov, ko so bili označeni za fašiste.
tisti hip se mi je zdelo prav, da se jih podpre, da se podpre te njihove zahteve. Ker te njihove zahteve niso nič drugega kot to, da se Slovenija vrne nazaj v normalno življenje, da se vrne demokracija in da se vrne ustavni okviri, znotraj katerih deluje slovenska država oziroma bi morala delovati slovenska država. Govorite o demokraciji, jaz bi postavil še vprašanje zaupanja. Rad bi to povezoval. Zaradi tega, ker je, pa ni to značilno samo slovenske demokracije, pa slovenske države, pa tudi ne samo te vlade. V mnogih državah v Evropi se dogaja, da se silno povečuje nezaupanje v oblast, v stranke, v parlament, na volitve ljudje več ne hodijo oziroma je polovična, približno 50% udeležba. Skratka, ali to pomeni, da ne verjamemo več v demokracijo? Ali je demokracija, ki je izložena samo na volitve, v zatonu? No, vprašanje zaupanja, se mi zdi, da je danes osrednje vprašanje ne samo slovenske politike, ampak politike nasploh, in to ne samo v Evropi. Ne. Tudi če pogledate Trumpovo Ameriko nazaj, je ravno tako vprašanje zaupanja oziroma nezaupanja. Zdaj, seveda, zaupanje v demokracijo, bi rekel, je nekoliko vendarle, kako bi rekel, bolj optimistično. Kaj jemljem kot argument? Argument jemljem plebiscit o zakonu o vodah, ki je animiral zelo veliko število ljudi, ki sicer pravi, da jih politika ne zanima, zelo veliko tudi sicer angažiranih ljudi, veliko civilnih gibanj, pa tudi velik del politike ali politično opredeljenih ljudi. Zakaj? Zato, ker je šlo za problem, ki je ljudem blizu. In ker so bili prepričani, da za svojo udeležbo lahko neko tako škodljivo zadevo preprečijo. In so jo preprečili. Ampak tu seveda nastane pa problem demokracije in neke etike v politiki. Se pravi, tisti, ki so ta zakon predlagali, bi ob takšni zavrnitvi tega predloga morali potegniti konsekvence. To je nezaupnica. In to tako množična nezaupnica, kakršne v Sloveniji pravzaprav še ni bilo. Zgodilo se ni nič. Kot se sicer ne zgodi nič. Ob tako hudih prekrških, kot smo jih priča in zaradi katerih se vlagajo interpelacije, in jih del poslancev seveda potem tudi brani in zavrača v imenu strankarskih interesov in lojalnosti, tako da vse to seveda povzroča ali krepi nezaupanje v politiko. Zaupanje, seveda to je, bi rekel, zelo normalno v življenju, se zelo lahko zgubi, ampak si ga je težko povrniti. In to velja seveda ne samo za sedaj vladajočo politiko, ampak tudi opozicijo. Opozicijske stranke, samo dovolite to, so tisti hip, ko so v bistvu razbile svojo vlado in omogočile nastop te vladavine, zgubile v veliki meri zaupanje, in zdaj, ko se pojavljajo kot, bi rekel, neka alternativa tej politiki, ki tudi nekako kandidira ali upa, da bo po volitvah lahko prevzela krmilo države, se mora soočiti s tem nezaupanjem in začeti graditi zaupanje v svojo sposobnost, da bo tokrat sposobna obrniti oziroma prijeti krmilo in usmerjati državo v pravo smer. Rad bi se vrnil na pojem demokracije, na vlogo demokracije in na referendum o vodah. Veste zakaj? Zato, ker je prav referendum o vodah pokazal na izjemno moč civilne družbe. Ali se vam ne zdi, da smo na tisti stopni demokracije, ko bomo morali tudi stroka, znanost, mnogo več govoriti o vlogi civilne družbe v demokratičnih procesih? Ja, vsekakor se strinjam, več kot strinjam z vami. Trenutno je največ zaupanja v Sloveniji deležena prav civilna družba, posamezne organizacije, čeprav se tudi seveda po svojih nekako motivih in ciljih tudi znotraj civilne družbe razlikujejo, ampak vendarle imajo neke skupne imenovalce. Recimo pri tem referendumu o vodah, preprosto rečem, so se zelo veliko sklicevali in zanašali tudi na to, kar so rekli strokovnjaki o
tej predlogu zakonske spremembe. Ja, tu je prišlo do nekega soglasja med stroko in civilno družbo. Ki ga zdaj recimo, če bi govorila o covidu in epidemiji, enostavno ni. To se pravi, jaz se ne strinjam z nekim splošnim govorenjem, da ljudje ne zaupajo znanosti. Ne? Zaupajo znanosti veliko bolj, kot jim zaupa seveda politika, ki poskuša znanost funkcionalizirati za svoje cilje, ki pa nimajo dostikrat z covidom in z epidemijo nobene zveze. Samo, a se vam ne zdi, da je sedaj čas, ko bi tudi stroka in znanost se morala pogosteje oglašati ob nekaterih vitalnih vprašanjih razvoja družbe in demokracije. Prej sva govorila o zaupanju. Recimo, ljudi čedalje bolj vznemirja, pa tudi moti to, da v Sloveniji ni več strpnosti, ni dialoga, ni spoštovanja in dostojanstva človeka, ni spoštljivosti, da je preveč razvrednotenja človeka, besednega razvrednotenja človeka. Ali se vam ne zdi, da so to nekatere teme, v katerih bi morala govoriti ne le politika, ampak tudi znanost, stroka, ki bi morala opozarjati na vrednostni sistem v družbi? Ja, to so gotovo da vprašanja, ki zahtevajo temeljite razmisleke na različnih nivojih. Ne? Se pravi, ne samo bi rekel, v tej normalni medčloveški komunikaciji, ampak seveda tudi z vidika pravne stroke, filozofske stroke, sociološke, psihološke, kakorkoli hočete. Tu je presečišče mnogih vprašanj, recimo na vprašanju sovražnega govora in svobode govora. Da, verbalnega delikta. Ja, sovražni govor se je v Sloveniji upravičeval, ko so se pred leti začela opozorila, kam to lahko pripelje, se je sovražni govor branil z poudarjanjem pravice do svobode govora. Ne. To sta sicer dve pravici, ampak vprašanje je nekega razmerja med njimi in katera je tista, ki ščiti dostojanstvo človeka. Ne. In dostojanstvo človeka ščiti prepoved sovražnega govora. Se pravi, neko, bi rekel, prevlado obrambe človekovega dostojanstva. Je pa seveda tako, da je znanost in stroka ne mora za svojo avtoriteto skrbeti tudi in predvsem sama. Ne. Kadar se pusti funkcionalizirati strani politike za njene cilje in poskuša upravičevati to, kar počne politika, takrat seveda zgublja tudi zaupanje ljudi. Tako da živimo v nekem času, ki je polno protislovij in kjer se je zelo težko znajti. Recimo na področju prava, ki ga nekoliko pač bolje poznam, vlada neke vrste kaos in jaz bi kar rekel namerni kaos. Če kot primer vzamemo zadevo z temi delegiranimi tožilci, ki jih Slovenija še zdaj ni poslala v Bruselj, kar seveda od nas to zahtevajo, sta se ta neizbrana tožilca pritožila na sodišče. Sodišče jim je dalo prav. Vlada trdi, da ne more tega odločitve sodišča izvršiti, ker je medtem že objavila nov razpis. In to govori minister za pravosodje, proti kateremu je sicer vložena interpretacija. Skratka, to je nastal neka pravna zmeda, nek pravni kaos, ker pa vendarle, jaz mislim, ne more biti noben organ nad odločitvijo sodišča. In tu seveda zadenemo v neko vprašanje razmerja med tremi vejami oblasti. In vendarle je sodna veja tista, ki ima nek nadzor nad tem, kar počne ta izvršilna in zakonodajna veja. In vrhovni nadzor tega je potem Ustavno sodišče, pa vidite tudi, kakšen je odnos recimo vlade do odločitev Ustavnega sodišča in tudi kako gre kadrovanje za Ustavno sodišče. Vsem bi se rad vrnil na vrednote. To ljudi čedalje bolj moti. Vrednote so malta družbe, malta odnosov. Kaj mislite, kdo bi lahko tu nekaj storil za drugačno razmišljanje, za neko drugačno, manj surovo komuniciranje? Ali mislite, da bi lahko predsednik države kot moralna avtoriteta lahko tu pogosto ravnal drugače ali ne? No, gotovo,
ena od inštitucij, ne, ki bi lahko vplivala na to v večji meri, je gotovo, da to je inštitucija predsednika države. Čeprav ima malo kompetenc v ustavi. Ne, se ravno zato, ker ne bi tega svojega pogleda utemeljeval na formalni pristojnosti, ampak na čisto svoji človeški, moralni, etični drži, ker bi povedal, kako on gleda na težave, s katerimi je država in s katerimi smo ljudje tej državi soočeni. Jaz ne verjamem, da on ne vidi teh problemov, da ne vidi kršitve ustave, da ne vidi tega, kako bi rekel, neetičnega odnosa med ljudmi, tega surovega komuniciranja, ampak videti probleme pomeni se do njih opredeljevati. Opredeljevati se do problemov pa pomeni prevzemati tudi odgovornost za to, kar poveš. Ko ste bili predsednik države prvič in drugič, ste imeli težave, ko ste se morali oglasiti ravno s tako držo? Zaradi strankarskih interesov in... Sem imel težave in očitke in te doživljam še zdaj, pač se vlečejo in po moje se bodo vlekli tudi naprej, ampak kakšen je bil moj pogled na upravljanje te funkcije? Mislim, da je bil blizu tudi pogleda, ki je kasneje ga nekako utemeljeval dr. Drnovšek in potem dr. Türk. Predsednik je neposredno izvoljen človek v to funkcijo, ne? In zato imajo ljudje, državljani, pravico vedeti, kaj predsednik države misli o posameznih ključnih problemih ali tudi posameznih dogodkih, ki so pomembni za vso državo, da imajo neko, kako bi rekel, kriterij. Predsednik države pač misli o tem tako, mi lahko njegovo mnenje sprejemamo ali pa imamo drugačen pogled in imamo zato tudi argumente. Ne. Najhujše je takrat, če pravzaprav stališče od tistega, od katerega pričakuješ, stališča ni. Recimo to dogajanje aktualno vsak dan se pravzaprav kaj zgodi. Pa človek ne ve, ali je to provokacija, ali je to samo obramba pred tem, da gredo stvari slabše in pozijo vladi iz rok. Ne bi bilo treba se vsak dan opredeljevati. Ne. Ampak recimo do neke izjave ministra za gospodarstvo okoli tega, kaj bodo naredili za sodniki, ne. To je vendarle stvar, ki zahteva zelo jasno opredelitev. Ne gre za to, da se je on upravičil za to izjavo, da mu je žal ta izjava. Gre za to, da tako misli. In človek, ki je minister in ki to izjavi, ker je to izraz njegove misli, kako je mogoče urejati stvari v državi, seveda po mojem mnenju ne more biti minister. Ne, to je pač moje mnenje. Zdaj, lahko da imajo drugi drugo mnenje, ampak ne, treba ga je povedati, ker so razmere takšne, da zahtevajo opredelitev in izjasnjevanje ljudi in više ali večje, ko so odgovornosti človeka, večje je potreba, da slišimo njegovo mnenje. Zdaj ne nastopate tako pogosto z vašimi izjavami, stališči, čeprav tudi, pa vas bom vprašal, ker pogosto še, čeprav manj kot včasih, še vedno kroži tista znana krilatica strici iz ozadja. Ali še kaj je na tem ali ne, ali kakšno vlogo dejansko lahko danes kot bivši, kot ekspredsednik še lahko odigrate? No, jaz mislim, da v slovenske politiki je stricev iz ozadja kar veliko. Ne, se izstopajo tudi v spredje, mislim, če že pogledate. Ne. Je pa tako, jaz sem preživel celo življenje v politiki, bilo bi nepošteno, če bi rekel, da me zdaj politika ne zanima. Ampak jaz vem, da ne nosim več nobene odgovornosti, ne? In zato so lahko moje mnenje samo moje osebno mnenje, mnenje državljana. Ne? Kolikor pač je za upravičevanje posameznih stvari v tej državi, tudi za upravičevanje posameznih neuspehov, da je za tem neka čudna organizacija, globoka država, strici iz ozadja in tako naprej, to jaz mislim, da je samo, bi rekel, Prekmurje poznamo nek pregovor, ne kaži mi meseca vodi. Ne? Mesec je tu. Ne? Tako da je navsezadnje zanimivo, pa vas ne bi s tem utrujal, kdo se je pravzaprav prvi spomnil tega izraza strici iz ozadja in kdo je danes strici iz ozadja.
veliko ste govorili, oziroma so govorila o Sloveniji v tem trenutku in nastopate kot državljan, ste rekli. In pogosto se v Sloveniji govori, da država nima vizije. Moje mnenje je, da dokumentov ima država kar veliko, ki govori o tem, kaj se naj bi zgodilo v letih, v tem desetletju do 2030. Ampak kaj vam manjka v teh številnih razpravah, kakšna naj bi bila pot Slovenije v tem desetletju, ki je najbrž med ključnimi, če govoriva o podnebnih spremembah, o digitalni preobrazbi, o zeleni Sloveniji, o inovativni državi. Kaj si vi želite od Slovenije v tem desetletju? To, kar ste rekli, in plus še ena stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, socialna kohezija države. Ne? Ker to pomeni, mislim, medsebojno povezanost, pomeni medsebojno odgovornost in pomeni solidarnost. Družba, ki ne postavlja zelo visoko prav vrednoto solidarnosti, se pravi, ki nima visoke stopnje socialne kohezije, pravzaprav ne more funkcionirati in uresničevati nobenega od teh ciljev. Se mi zdi, da je nekako podstat vsega tega, da je ta socialna kohezija. Ne? In kot sem jaz prej rekel, mislim, elementov za to, da se naredi nek program, ne neka oddaljena vizija, ampak konkreten program. Vsi elementi so tukaj. Tako je. Samo povezati jih je treba, ne? Jih je potrebno postaviti na realna tla in predvsem jih je potrebno želeti, ne? Kot vodilo, ne pa kot oviro za delovanje aktualne politike. Pragmatična politika pač programov in vizije ne rabi. Letos je Slovenija v tem času predseduje svetu Evrope in je razumljivo zelo aktualno vprašanje tudi, kaj se dogaja ne samo s Slovenijo v Evropski uniji, ampak tudi kaj se sploh dogaja z Evropsko unijo. Pred časom sem prebral zelo zanimivo izjavo poslanca nemških socialdemokratov, ki je rekel, stavek se mi zdi silno ilustrativen: EU, kakršna je zdaj, ni vredna papirja, za katerem je zapisana, in je dodal, da si želi Evropo, ki temelji na demokratičnih vrednotah, ne pa na finančnih interesih. To se mi zdi silno značilna izjava za ta trenutek, v katerem je sedaj Evropska unija. In mislim, da je v krizi. Ja, to ste prebrali v delu, tako je. Tudi jaz, in se strinjam, mislim. To je sicer zelo, kako bi rekel, skrajna ilustracija tega stališča, ampak mislim, da je vendarle neko prelomno obdobje, ki ga doživlja ta, bi rekel, enkratna zgodovinska tvorba, ki so jo Evropejci ali pa ki smo Evropejci zmogli po vojni, po preizkušnjah vseh svetovnih vojn in pretresov, ki smo jih doživljali, in mislim, da so bile tiste preizkušnje vse tako hude, kot je ta z epidemijo. Ne mislim, da je to nekaj najhujšega, kar se nam Evropejcem zgodilo. Se nam je zgodilo veliko hudih stvari že prej, ampak ne, ves čas je evropska integracija nosila v sebi nekako, bi se rekel, nevarnost ali pa, če hočete, skušnjavo, da se bo razvijala in spreminjala predvsem v trgovinsko skupnost ali hočete v gospodarsko skupnost. Sej nastala je res kot skupnost za premog in jeklo, ampak je imela tudi ideološke in politične podstate ta skupnost. Skratka, skupnost za premog in jeklo, ki naj Nemčijo in Francijo poveže, da ne bosta več državi, ki sta zakuhali mnogo slabega za Evropejce v zgodovini. In zdaj je, seveda plačuje Evropska unija nek davek, ker ni bila sposobna do konca formulirati svojega bistva, kako bi rekel, svoje identitete. Bili so poskusi z Evropsko ustavo, z drugimi dokumenti in razprave o tem, ali je to federacija, konfederacija in tako naprej. Takrat, ko sem jaz bil v aktivni politiki, sem na to odgovarjal, ne, tudi na teh mednarodnih sestankih. Ni. Evropska unija je tvorba sui generis, ki pa ima mnoge značilnosti, ki jih imajo vse večnacionalne ali večdržavne tvorbe. In tudi Jugoslavija je bila taka večnacionalna tvorba,
puščam specifike, ker so te primerjave lahko tudi zelo delikatne, ampak nekaj problemov, ki jih imajo vse več nacionalne tvorbe, je skupnih, ne, in je lahko primerjati tudi stvari, zaradi katerih je razpadla Jugoslavija in ki so danes na agendi in v razpravi tudi znotraj Evropske unije, kak gre za notranje odnose. To se pravi razmerje med enakopravnostjo in specifičnostjo interesov posameznih držav, se pravi skupnost in parcialnost. Potem je tu seveda tudi vprašanje suverenosti. Ravno to mislim, pa se oproščam, ravno to mislim sedaj, se mi zdi, da je to vrh neke krize, ne, kako bo rešeno vprašanje Poljske, njene odločitve, kaj je primarnost nacionalno pravo pred evropsko in tako naprej. Se mi zdi, da se sedaj Evropa približuje enemu kritični točki, ker bo morala povedati, kako bo rešila nekatere ključne probleme. Ja, se strinjam z vami. Mislim, da me je ta odločitev Poljskega ustavnega sodišča me je pravzaprav neprijetno presenetila. Glejte, kako gledam jaz na to stvar. Evropska unija je prostovoljna skupnost. Nihče nikogar ne sili, da vstopi v to skupnost. Ampak tisti, ki v to skupnost želi vstopiti, ne, stopi v neka pravila, stopi v neka načela, v neke odnose, v neke postopke in na temelju nekaterih vrednot. Ne. To je tako približno, bom zelo poenostavil, kot je večstanovanjska hiša. Tam je hišni red, kdor se v to večstanovanjsko hišo seli, pristane na hišni red in kdor ga krši, so pač neke sankcije. In ena od stvari, na katere se pristane, je, da ti pristaješ na evropski pravni red. Ne. Druga stvar je, ko se o tem evropskem pravnem redu razpravlja, ne, takrat je možno razpravljanje o tem, ali ne gre ta pravni red predaleč, ali ne sega v suverenost posameznih članic, kako sega in tako naprej. Ampak ko je evropski red pravni enkrat sprejet, potem seveda ne more biti več dvoma v tem, da je on več, da je nadrejen nacionalnemu pravu. Kaj pa mislite o tej ideji, da bi Evropa začela delovati ne po načelu soglasja, ampak s kvalificirano večino? Sekaj, to so vse stvari, ki so vredne temeljite razprave. Ampak za mene je ključno vendarle vprašanje enakopravnosti, ne, na eni strani in skupnega interesa na drugi strani. Recimo, prej sem govoril o nekaterih podobnostih z Jugoslavijo in s problemi, ki so jo razbili. Ne. Jugoslavija se je tega problema zavedala in je imela mehanizem, ne. In sicer to je bil tako imenovani inštitut dogovarjanja oziroma dogovora v tako imenovanem zboru Republike in pokrajin, ker se ključne odločitve niso mogle sprejemati s preglasovanjem, ampak z soglasjem. To je bilo malo stvari, ampak o tem soglasja ni bilo. O drugih stvareh se je odločalo po večinskem principu. In mislim, da so tudi danes ta vprašanja aktualna, kot je aktualno tudi vprašanje suverenosti. Zdaj se namreč razpravlja tudi o tem, ne, ali so države svojo suverenost prenesle na Evropsko unijo. Niso. Vse države članice so ohranile vse svoje suverene funkcije, so suverene države, ampak skupno življenje v neki skupnosti zahteva, da ti del teh svojih suverenih funkcij skupaj v skupnem interesu upravljaš na ravni pač te, kako bi rekel, skupnih organov, kot je Evropski parlament ali kot je Evropska komisija. Ali so one demokratično sestavljene, ali demokratično odločajo, ali ne, to so seveda pa že zelo konkretna vprašanja, ampak to, kar je za mene bistveno, tudi Slovenija vse svoje funkcije suverene ohranja kot članica Evropske unije, ampak o zunanji politiki, o obrambi, o okolju, ne, o begunski politiki, ne, bi se morala dogovarjati na ravni unije in od skupno odločitev potem seveda tudi spoštovati, tudi če jih v kakšni dimenziji ni posebej všeč. In ker ste prej govorili o vrednotah Sloveniji kot Malti neke skupnosti, bi se rekel, da tisto, kar Evropi začenja primanjkovati, da v ospredje več ne postavlja vrednot, kar se je pokazalo v grški krizi in kar se je pokazalo v begunski krizi, kajti temeljna vrednota, ki je Malta, takšne večnacionalne ali večdržavne skupnosti, je solidarnost.
tisti hip, ko solidarnosti ni več, začenja takšna skupnost izgubljati smisel svojega obstoja. Evropa je v marsičem nenačelna tudi in tudi, ko govorimo o posameznih primerih držav, Katalonije in tako naprej, vidimo, da Evropa tu ni načelna in tudi v teh akcijah, v katerih je sodelovala, ko govorimo o ameriški agresiji, pa v Afganistan in tako naprej, mislim, da bodo ta vprašanja če dalje bolj prihajala na površje. Ampak, ko ste že omenili Slovenijo in njen položaj v EU, kje mislite, kako se drži zdaj Slovenija v Evropski uniji? Kakšna je njena pozicija in kakšen je njen vpliv? Torej naprej, kakšen je položaj? Po mojem položaj tak, da vzbuja začudenja. Kaj se v Sloveniji in z Slovenijo dogaja? Čeprav je tam najbrž percepcija Slovenije drugačna, kot mi mislimo, manj problematična, kot se nam zdi, če odtod gledamo na položaj Slovenije, zaradi tega, ker smo pač vpeti v te notranje politične spore in konfrontacije. Slovenija je zdaj, ko predseduje, imela neko priložnost, da bi z neko pozitivno agendo stopila na evropski in na mednarodni parket. Moje mnenje je, da to priložnost ni izrabila. Bo seveda veljalo, da je Slovenija bila odličen organizator teh 6 mesecev. To je zmeraj, Slovenija to zna, ne samo na političnih dogodkih, ampak tudi na športnih, kulturnih, na vseh drugih. To nekako imamo prirojeno, da pa bi kaj postavili na nek svoj predlog v tem času, ko smo imeli to priložnost, pa jaz saj nisem opazil, recimo resolucija, ki je bila sprejeta nedavno na Brdu, ki govori o širitvi Evropske unije na jugovzhod, to se pravi v bistvu na področju nekdanje Jugoslavije, na države, ki še niso članice Evropske unije, ker je to bila ključna tema. Ne. Kaj je bil dosežek? Dosežek je bil, da smo uspeli, ali da je pač Slovenija uspela v ta sklepni dokument vnesti besedo širitev, ki je par let nazaj ali pa par teh predsedovanj ni bilo, ampak ta beseda širitev brez konkretnih zavez, brez konkretnih odgovornosti, ki bi jih prevzela Evropska unija, se pravi članice in inštitucije v Bruslu, ne pomeni veliko. Ker poglejte recimo, če vzamem primer Bosne in Hercegovine, ki je nekoliko... To je sedaj zelo pereča tema. Pa ne samo zaradi tega, kar se zdaj zgodilo, ampak to bom še povedal, ampak nekoliko bolj jo poznam. Recimo, to je država, za katero vsi govorijo, da mora čim prej priti v Evropsko unijo. Ta je država, ki je nefunkcionalna, ne funkcionira kot država. Se pravi, če bi Evropska unija resno mislila, bi se mogla najprej angažirati, da državo z notranjim ustrojem, z notranjim funkcioniranjem usposobi za to, da je država. In šele v drugi fazi bi se lahko in bi se morali z njo začeti pogajati o tem, ali izpolnjuje kriterije, ki jih zahteva članstvo v Evropski uniji. Ne mislim, da je to tako strogo in časovno potrebno ločiti v 2 fazi, ampak vendarle gre za dve različni dejavnosti. Nemški diplomat, ki je zdaj postal visoki predstavnik v Bruslu, to je pa ta aktualna situacija, je v svojem poročilu, ki ga je pripravil za varnostni svet, opozoril za realno nevarnost, da Bosna in Hercegovina razpade zaradi aktivnosti, predvsem, ki se dogajajo v Republiki Srpski. Zaradi interesov, ki so vmešani na Balkan in seveda tudi v Bosni in Hercegovino, to je nasprotovanje Rusije, mislim, da tudi Kitajske, o tem poročilu varnostni svet Združenih narodov ni smel razpravljati. Ja. Kaj se je zgodilo? Tam se ni razpravljalo. Pred dnevi je bil madžarski predsednik Orban v Banja Luki pri Dodiku. Dodik je bil včeraj v Sloveniji pri našem predsedniku vlade. Govorili so o tem, da Dejtonski sporazum ne preprečuje formiranje vojske Republike Srpske, da je treba Dejton dosledno spoštovati, da je potrebno vse stvari meriti z enakim vatlom in da je Dejtonski sporazum sprejet v interesu muslimanske entitete. Dejstvo seveda je, da Dejtonski sporazum ima vrsto slabosti, ker njegova temeljna naloga je bila ustaviti vojno. In to se je tudi zgodilo. Ampak potem se ni nič več spremenilo. Tako je, zato ker ni nihče... Tudi Evropska unija ne?
Ja, nihče ni pravzaprav želel prevzeti odgovornosti, nadaljevati razpravo o tem, kakšna je prihodnost te države, ker se je lahko bal očitka, vi boste sprožili naslednji vojaški oziroma vojni spopad. Jaz sem bil v Bruslu in sem govoril s takratnim predsednikom Evropskega sveta, mi je rekel, Bosna in Hercegovina, dokler ni vojne, je naša optika usmerjena na usposabljanje Srbije za članstvo v Evropski uniji. No, ostaniva še na Balkanu oziroma pri naših sosedih, Hrvatih. Zanimiva je bila ena vaša izjava v intervjuju za hrvaški časnik. Na videz kaže, kot da so problemi z Hrvaško urejeni, da so dobri, pa se vam zdi, da je to res? Torej, jaz sem tam povedal, to so problemi, ki so nerešeni še pravzaprav iz časa, ko smo živeli v skupni državi. In mi smo dolgo časa se eni in drugi zadovoljevali s tem in smo rekli, ti problemi niso nastali, odkar smo Hrvati in mi v dveh svojih državah, ampak so nasledeni problemi. Kakor da bi to lahko pomenilo, da jih ni treba reševati. To mislim na Ljubljansko banko, mislim na nuklearko in mislim seveda na mejo. Ti problemi k sreči ne motijo zdaj odnosov med državama, ampak to ne pomeni, da so rešeni. Oni so v nekem latentnem stanju in ko se zamenjajo politične garniture z drugačno odgovornostjo, lahko zmeraj te probleme eksploatirajo in lahko zmeraj iz tega latentnega prestopijo v aktualno stanje. Pa mislite, da je tu v ozadju kakšna tiha diplomacija? Ne vem, jaz pač teh informacij nimam več. Mene samo skrbi za to, ker leta tečejo, priložnosti, da se problemi rešijo, pa se ne rešijo. Ne. In seveda to reševanje teh problemov ne more biti stvar samo dobre volje, ampak je na vse zadnje to tudi vprašanje odgovornosti do vseh držav, ki živijo v Evropski uniji, da države v bilateralnih odnosih nimajo problemov, ki lahko zamajajo varnost celotne skupnosti. In recimo nerešena mejna vprašanja so gotovo tako vprašanje. Gospod predsednik, danes smo v Velenju, ki je sredi sprejemanja nacionalne strategije za izstop iz premoga. V dokumentu, ki je objavljen, gre za zapiranje premogovnika Velenja in Teša. So nekatere drugačne opredelitve, ki so bile sprejete v pogovorih med Velenjem, gospodarstvom in mestno oblastjo in Ministrstvom za infrastrukturo. Med drugim je bilo rečeno, da naj bi bila drseča letnica zapiranja, zdaj so stvari drugačne oziroma še niso dogovorene. Kakšno je vaše mnenje? Kakšen bi moral biti v Sloveniji pravičen prehod iz premoga, iz fosilnih goriv? No, torej jaz podrobnosti tega, o čemer me sprašujete, ne poznam. Moj odgovor bi bil, mora biti pravičen. Sprašujete me, kakšen bi naj bil, da bi bil pravičen. Torej tak, da bi bil pravičen. In če so dogovori bili, kot pravite, v neki drseči časovnici, potem seveda, če so zdaj razlogi, da se je to spremenilo, potem je tako, kot je bil ta prvi dogovor sprejet, potrebno sprejeti tudi njegovo spremembo. Drugače pa seveda, kar zadeva sam problem. Ne. Tisti, ki so takrat botrovali temu T6 z vsem, kar je z njim povezano, bi prvi morali seveda nositi odgovornost za to in povedati, kako se oni to predstavljajo. Na vse zadnje, veste, mislim, pri teh stvarih, dokler se ne bodo osebne odgovornosti postavljali toliko časa, je to metanje megle. Gospod predsednik, za zaključek, včasih ste veliko planinarili, bili ste na športnih prireditvah. Kaj zdaj počenjate tako vsakodnevno? Kje so vaši hobiji? Kaj je tisto, kar vam napolnjuje dan? Športne prireditve, dokler bo COVID, dokler bo treba nositi maske in tako naprej, pač se jih udeležujem tako, kot se jih lahko udeležujo, bolje rečeno ne udeležujejo drugi, ki jim je pri srcu šport. Tudi kulturne prireditve enako. Cankarjev dom, gledališča, koncerti. To je zdaj zelo usiromašeno življenje. Veste?
Jaz dosti krat, ko poslušam ministre, kako je država gospodarsko učinkovita, ne, odgovarjam, človek ne živi samo od kruha, mi imamo tudi neko duhovno dimenzijo. In kadar nas duhovno tako zelo prikrajšajo, ne, se morajo zavedati, da so nas za nekaj prikrajšali. Ne. Kar zadeva planine, planine so še zmeraj lepe, so pa malo nižje. Tiste so dosegljive, ne, tistih najbrž, čeprav bi si nekatere še želel, ampak dobro, mislim, želje so zmeraj lepe in pričakovanja tudi, tako da ostanejo pa druge vrste hobiji, knjige. To je pač najbolj zanesljiva zadeva, ker človek, ko živi skozi knjige, se mu zdi, da vstopa v neko drugo življenje, ki je manj obremenjujoče od tega, ki ga živi v realnem življenju. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta današnji pogovor. Vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč. Hvala tudi vam.